Žarometi Lige prvakov so ugasnili, vrniti se je bilo treba v domači tednice in opraviti pomembno domačo nalogo. Začelo se je z aplavzom novomeškega občinstva ob predstavitvi mariborske ekipe za prikazano proti Chelseaju. Toda jasno je bilo, da gostitelji na igrišču ne bodo želeli biti preveč gostoljubni. V namenu, da bi uspešnim udeležencem Lige prvakov v preklopu nazaj na ligaške obveznosti pokvarili načrte, so imeli tudi prvo priložnost na tekmi. Mojstrović je v 3. minuti podal kazenski prostor, žoga se je odbila do Perića, ki je prišel do udarca, z odličnim odzivom pa je Handanović ustavil njegov poskus in umiril žogo pred golovo črto. Potem pa selitev igre na domačo polovico igrišča s popolno prevlado prvakov. Za uvod v učinkovito nedeljsko popoldne grožnja po kotu, ki ga je izvajal Vršič, Rajčević je z glavo preusmeril pred gol, kjer pa je Welbeck ustavil žogo za vratarja in Pelin je odpravil nevarnost. Sledila sta podobna poskusa Salaliha in Boharja, ki sta v zaporednih akcijah zaključila z udarcema ob vratnici. Vmes je med nizanjem napadov žoga našla pot v novomeško mrežo, toda gol je bil razveljavljen. Po podaji Vršiča se je Biton znašel v ofsajdu. Po udarcu z glavo je žoga zadela prečko in se odkotalila čez golovo črto, vendar so se upravičeno oglasili sodniki. Napadalo se je v valovih, naslednji poskus po sodelovanju izraelske naveze. Salalih je v kazenskem prostoru podal Bitonu, ki se je odločil za udarec po tleh, vratar Pelin je uspel odbiti žogo. In ob razigrani mariborski četi je šlo le za vprašanje časa, kdaj se bo domača mreža prvič zatresla. Po prekršku nad Stojanovićem ob desni stranski črti prosti strel. Izvajalec Vršič, ki je poslal uporabno žogo pred gol, Tavares pa je z glavo zabil žogo pod prečko za zasluženo vodstvo. Kapetanov gol številka 6 v letošnjem prvenstvu. Enaintrideseta minuta za 0:1, v 37. minuti že 0:2. Povišanje vodstva po izjemni akciji, ko je Filipović imenitno podal na desno stran, Stojanović po spretnem sprejemu predoril kazenski prostor, s povratno podajo našel Santija, ki je brez obotavljanja poslal žogo v mrežo za 0:2 in za svoj prvenec v mariborskem dresu. Dvojni udarec je odprl pot do želenega razpleta, ni pa veliko manjkalo do predčasne končne odločitve. Enake namene kot Santi je imel tudi Dudu Biton, ki pa po podaji Vršiča pred odmorom ni uspel potisniti žoge mimo vratarja za začetek strelskega niza. Tokrat dvomov, kako se po sjajni evropski tekmi soočiti z domačo realnostjo, ni bilo. Te tekme po takih težkih preizkušnjah oziroma pomembnih so najtežje, kajti glava še malo razmišlja 3-4 dni nazaj, ampak pristop je bil spet na taki ravni, kot ga se od nas pričakuje, in zato smo tekmo tudi dobili. Tudi v nadaljevanju tekme smo bili bližje 0:3 kot spremembi na semaforju na 1:2, vendar se po predložku Boharja Bitonu ni šlo po željah, Pelin je uspel krotiti žogo, vmes pa nekaj trenutkov veselja za domače navijače in nogometaše, ki so s podrejenega položaja prišli do zmanjšanja zaostanka in začasnega upanja o morebitnem preobratu. Ob predložku iz prostega strela je namreč žoga v poskusu izbijanja nesrečno zadela v roko Tavaresa, sodnik Obrenović je pokazal na belo točko. Vlogo izvajalca 11-metrovke je prevzel Palić in z natančnim udarcem poslal žogo v desni kot. Gol je opogumil Novomeščane, ki so po prekinitvi prišli še do ene obetavne situacije. V predložku s kota je zapretil Žižić in žogo z glavo usmeril čez prečko. Toda, kot so se hitro pojavili, so se v domačem taboru upi tudi hitro razblinili. Zadeve so bile takoj spet pod nadzorom, med hitro učinkovito akcijo je Mertel spravil žogo do Vršiča, sledila je njegova natančna globinska podaja, Mendy pa je s pravočasnim odzivom poskrbel za konkreten zaključek in zabil žogo v mrežo za 1:3 za nadaljevanje niza uspešnih iger v dolenjski prestolnici.
tako zgleda, če smo pripravljeni, če so fanti fokusirani na svoje delo. Enostavno dovolj krat smo se opekli, da smo bili, bom rekel, tudi kaznovani, mogoče včasih zasluženo, včasih nezasluženo, ampak danes so fanti pokazali pravi karakter, da so fokusirani in to pričakujem tudi od njih v naslednjih tekmah. Teden posebnih občutkov je tako zaključen v velikem slogu. Na reprezentančni premor se gre z zmago. Čas bo za polnjenje baterij pred silovitim finišem sezone in po 10 dnevih nato sledi vrnitev na Portorož. Naslednjič bo šlo v Novem mestu za pokalni obračun.